Zahvaljujem se trobilnemu kvintetu Orkestra Slovenske vojske za izvedeno himno Republike Slovenije. Hvala. Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji. S posebnim veseljem in ponosom pozdravljam danes med nami državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije, dr. Damirja Črnčeca. Minister za obrambo Šarec pa se žal ni mogel udeležiti te proslave zaradi višje sile. Prav tako toplo pozdravljam poveljnika vojašnice Edvarda Peperka, brigadirja Boštjana Močnika in se mu v imenu medgeneracijskega prostovoljnega društva iskreno zahvaljujem za gostoljubje današnjega dogodka. Toplo pozdravljam generalnega direktorja Direktorata za obrambne zadeve Boštjana Pavlina in seveda vse druge visoke goste Ministrstva za obrambo Republike Slovenije. Prav lepo pozdravljam tudi predstavnike Zveze medgeneracijskih društev, s katerimi sodelujemo v okviru Inštituta Antona Trstenjaka in hkrati pozdravljam tudi predstavnike inštituta. Seveda, ne nazadnje, toplo pozdravljam vse moje kolege, voditelje, prostovoljce medgeneracijskih skupin in MIC-ov in vse njihove člane. Prav tako lep pozdrav tudi drugim spoštovanim gostom, ki ste se nam pridružili na tem praznovanju 10. obletnice ustanovitve medgeneracijskega prostovoljnega društva za kakovostno staranje zaposlenih in nekdanjih delavcev Ministrstva za obrambo. Današnje srečanje ima posebno svetlobo. Izžarevajo zbornik z naslovom Modrost v jeseni, v katerem smo nanizali vse, kar nas označuje kot prostovoljce in prijatelje. Ljubezen do sočloveka je bila kažipot vseh 10 let našega delovanja. Na tej poti smo bili vsi učenci in učitelji, kot je dr. Anton Trstenjak vedno poudarjal. Našo skupno pot smo tlakovali z željo po druženju in utrjevanju skupnih vrednot v dobro ljudi. Pozdravno besedo dajem našemu Petru Košaku, ki je dal zagon društvu in je srce in motor našega delovanja. Vse skozi doživljal, kako se je ideja realizirala v teoriji in praksi, kako se je plemenitila v prostovoljstvu in se udejanjala v skrbi za dobro ljudi, ljubezni do sočloveka in seveda do svoje domovine. Peter. Spoštovane, spoštovani, kot iztočnico bom uporabil besede poveljnika vojašnice v Ajševici ob slovesu letošnjega medgeneracijskega tabora. Vaše delo ni mogoče vrednotiti kot na primer delo gasilcev ali krvodajalcev. Gasilci merijo svoje delo s številom intervencij, hektarji pogašenih gozdnih požarov, kubiki prepeljane vode, krvodajalci v litrih darovane krvi. Če je vaš prostovoljec za vsako besedo ali dejanjem polepšal dan vsaj enemu staremu in osamelemu človeku, so to dejanja občudovanja vredna. 10. obletnica delovanja je priložnost, da se spomnimo začetkov, evalviramo rezultate in začrtamo nadaljnjo pot. Predvsem pa je priložnost, da oddamo priznanje ter zahvalo prostovoljkam in prostovoljcem, ki svoj socialni kapital nesebično delijo z nekdanjimi pripadniki Slovenske vojske in uslužbenci Ministrstva za obrambo. S prvim usposabljanjem voditeljev medgeneracijskih skupin smo orali ledino. Praksa, ki je dokaj znana v civilnem okolju, v civilni družbi, je postala novost v državnih organih, zlasti Ministrstvu za obrambo, ki je dokazalo, da poleg vojaških zmogljivosti razpolaga tudi s socialnim potencialom. In prav ta socialni kapital je ključnega pomena za razvoj odnosov med sodelavci upravnega dela ministrstva in Slovenske vojske ter zaposlenimi in nekdanjimi sodelavci.
Staranje prebivalstva, globalni problem sodobne družbe, še kako čutite tudi v Ministrstvu za obrambo in Slovenski vojski. Če je bil še do včeraj problem doživljanja smisla v starosti, se danes pojavlja nov problem. Staranje in učinkovito sodelovanje med starejšo in mlajšo generacijo. Kako starejše ohraniti delovno aktivne in povezati mladostni elan z izkušnjami starejših zaposlenih. Organizator mreže, medgeneracijske skupine, člani medgeneracijsko-informacijskih družabnih središč smo povezani v medgeneracijsko prostovoljsko društvo, ki ima vse od ustanovitve leta 2012 status društva v javnem interesu na področju obrambe. Da ta status ni le formalnega značaja, priča dejstvo, da so bila do sedaj vsa prizadevanja in aktivnosti v tesni povezavi s procesi skrbi za nekdanje pripadnike, ki se odvijajo v direktoratu in sektorju za vojaške zadeve. Uspehi, ki jih dosegamo na tem področju, nas navdihujejo, saj se omenjenih problematik lotevamo interdisciplinarno, raziskujemo dobre prakse, izmenjujemo izkušnje in medsebojno povezujemo. To dokazujejo rezultati, številne medgeneracijske skupine, člani in programi, ki smo jih poleg redne dejavnosti izvedli v skupinah. Obvladovanje krvnega tlaka, starajmo se trezno, beremo skupaj, preprečevanje padcev v starosti in domoljubje niso zgolj programi, s katerimi si lajšamo starost ali prihranimo kakšen obisk pri zdravniku. Predvsem slednji dviguje stanje duha, ki ga v naši družbi še kako primanjkuje. Starejšim pa daje možnost, da svoje izkušnje posredujejo mlajši generaciji. Ob vsem tem nam je Ministrstvo za obrambo vedno stalo ob strani. Iskrena hvala v upanju, da soustvarjamo dobre prakse tudi v naslednjem desetletju. Vsi, ki smo ali bili zaposleni v Ministrstvu za obrambo, poznamo vsebino primopredajnih zapisnikov, poveljnikov enot, načelnikov, generalnih direktorjev, ministrov, finance, število osebja, tanki, letala, oborožitev. Ob praznovanju naše obletnice smo z izdatno finančno pomočjo ministrstva izdali zbornik, ki predstavlja naše dosedanje delo, poveljniški in vodstveni strukturi pa priloga omenjenim zapisnikom. Ljubno vabljeni k branju. Povabljeni gostje boste dobili po končani slovesnosti zbornik in tudi vsi nekdanji voditelji naši. Ob današnjem dogodku in praznovanju bi se rad zahvalil tudi vsem prostovoljcem, ustanoviteljem medgeneracijskih skupin, ki ste še vedno dejavni. Hvala vsem prostovoljcem, ustanoviteljem, ki so vam iz kakršnega koli razloga pošle moči. Vsem prostovoljcem polagam na srce, najprej poskrbite zase, le tako boste lahko pomagali drugim. Ne nazadnje naj se sliši hvala tudi Inštitutu Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, predstojniku dr. Jožetu Ramovšu, ki svoje raziskovalno delo deli z nami, in Zvezi medgeneracijskih društev, ki nas kljub razlikam postavlja ob bok in sprejema v svoje vrste. Hvala. Petru se zahvaljujem za prisrčno dobrodošlico. Eden od ciljev, ki smo ga zasledovali pri oblikovanju zbornika, je bil, da bi iz njega dihale aktivnosti, s katerimi se člani odpiramo drug k drugemu in drugim navzven. Se veselimo, gojimo in ohranjamo naše kulturne in človeške vrednote ter se s tem bogatimo. Med nami so tudi taki, ki imajo pesniški talent, kot sta na primer Tone Jan in Mirko Koritnik, ki sta tudi izdala vsak svojo knjižico lastnih pesmi, ki so na vpogled tudi tamle na razstavi. Pa tudi aforizmi gredo dobro od rok našemu Đurotu Stankoviću. Seveda pa ne smemo pozabiti na naše ženske umetnice, ki ustvarjajo čudovite ročne izdelke.
ki so za vzorec prav tako razstavljeni na tej naši mini razstavi. No, poleg tega so tudi na plakatih prikazane naše dejavnosti, s katerimi se ukvarjamo v tem našem 3. življenjskem obdobju. Zdaj pa mi je v čast, da povabim k mikrofonu našega današnjega slavnostnega govornika, državnega sekretarja, dr. Damirja Črnčeca, ki mu bomo pozorno in z veseljem prisluhnili. Prosim. Hvala, lepo pozdravljeni vsi skupaj v mojem imenu. Dovolite, da najprej opravičim ministra. Minister je danes na seji vlade, današnja bo še posebej zanimiva, vsaka je zanimiva, ampak danes bo še posebej zanimiva. Črnčec ali Črčeca, oboje je pravilno, mi pravijo, tako da to je neka stalnica, ki me spremlja, že celo življenje bom rekel, tako da vse ok. Seveda predvsem pa v mednarodnem okolju je pa največkrat zelo zanimivo, ko se ukvarjajo z mojim imenom in priimkom. Spoštovane članice in člani medgeneracijskega prostovoljnega društva Ministrstva za obrambo, spoštovani predsednik, lepo pozdravljeni uradno v mojem imenu. Med vami vidim tudi nekatere znane obraze iz moje profesionalne preteklosti na Ministrstvu za obrambo, še posebna dobrodošlica vam. Naj v uvodu povem, da sem predvsem kot direktor OVSA, obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo, namenjal posebno pozornost temu, da smo se redno letno srečevali z upokojenimi pripadniki službe. Nekako smo uvedli to prakso in se mi je zdela seveda zelo dobra in ne nazadnje tudi moja osebna izkušnja je vedno bila, da nekako ta prava dodana vrednost pri delu pride, ko se združijo izkušenejše, starejše sile in mlajše sile. In ta mentorski sistem, princip delovanja, dela je bil vedno tista prava pot, ki nekako je prispevala k rezultatom na delovnem mestu. Drug del, to seveda, kaj ste pa vi zagnali, da tako rečem, in s čemer se ukvarjate in danes tudi praznujete 10. obletnico, je pa še nadgradnja tega. Jaz sem osebno se pogovarjal s predsednikom, z ekipo, vašimi sočlani, kjer smo se pogovarjali, tudi mi je bil predstavljen zbornik in seveda naj povem na začetku že zelo jasno, da tukaj naj ne bo nikakršnega dvoma za naprej, da podpora Ministrstva za obrambo, ministra, pristojne organizacijske znotraj Ministrstva za obrambo je in bo tudi v prihodnje, da vsi ti programi, ki ste jih razvili, seveda jih podpiramo še naprej, da se razvijajo dalje, da se krepijo in tukaj bo ministrstvo seveda prisluhnilo temu iz več razlogov. Na koncu bom pa rekel zelo enostavno. Zdaj smo v nekem novem zagonskem ciklu, finančnem, v Ministrstvu za obrambo, torej je ideja, da se krepi zmogljivosti, kot se temu reče zelo naučeno. Seveda pa vsa tehnika, oborožitveni sistemi in tako dalje niso nič, če niso tudi ljudje v sistemu. Sami dobro veste, da kadrovski izziv je eden največjih izzivov, ki ga imamo na obrambnem področju in kakršnakoli pomoč tudi strani tistih, ki ste v pokoju, pa ste aktivni skozi prostovoljne aktivnosti, skozi vse te programe, ki jih izvajate in če nagovorite enega mladega, da se odloči, da se pridruži obrambnemu sistemu, ste naredili veliko. Vsak dobesedno šteje. Tako da tukaj je treba biti zelo iskren in zato tudi seveda, ne bom rekel iz sebičnih razlogov, podpiramo in bomo podpirali tudi to vaše delovanje naprej. Kajti sam tudi verjamem v to in tudi o tem smo se pogovarjali, da nas vse skupaj povezuje zelo močna vrednota, ki je predvsem dana ljudem, ki delamo na obrambnem področju in to je vrednota domoljubja. In ta vrednota se seveda manifestira na različne načine, zahteva pa zanesljivo celega človeka in tudi prinaša veliko odgovornost. In ta velika odgovornost je tudi povezana tako z skrbjo za zaposlene, kakor tudi na drugi strani skrbjo za tiste, ki ste, da tako rečemo, nekdani zaposleni. Ta celostna oskrba tudi Slovenske vojske, projekt, ki je bil pred mnogimi leti zagnan, da tako rečem,
naj povem, da ni do konca pripeljana. Ne. Jaz sem bil sedaj na tej novi funkciji podučen, da določene stvari še niso realizirane in tudi s tem se bomo ukvarjali zdaj v času, ki je pred nami. Ob vaši desetletnici vam seveda iskreno čestitam in vaši rezultati vašega dela, ki so tudi manifestirani skozi, tako kot smo rekli, obliko, knjižno obliko, ki posebej šteje, so tisto, kar je vidno navzven, tisto, kar je pa govoril predsednik v uvodu, torej merljivost tega skozi število nekih aktivnosti, je pa seveda mehka vsebina, ki tisti, ki se ukvarjamo zares strokovno in se želimo posvetiti stvarem, jih razumemo. Tako da naj ne bo to sploh breme ali ovira, da se ukvarjamo z temi številkami. Je pa vseeno seveda prava pot, da če gremo v številke, se ukvarjamo s tem, da povečamo število dogodkov, da je ideja, da imamo tudi na teh dogodkih čim večje število udeležencev in tako kot je v vašem imenu zapisano, medgeneracijsko. Torej ni vprašanje ali pa dilema mladi narovaš stari ali stari narovaš mladih, ampak seveda zadeva je popolnoma komplementarna. Mladi dopolnjujete starejše, starejši dopolnjujejo mlade in tukaj ta pristop, bi rekel, družboslovni, pa tudi ne nazadnje politični ali obrambno-politični, tista edina prava pot. In tukaj spet naj ne bo nikakršnega dvoma, da v ministrstvu te stvari razumemo in da jih bomo tudi v prihodnje po svojih močeh dopolnjevali in seveda dajali podporo vsem tistim, ki boste želeli te stvari početi tudi naprej. Kot veste, smo tudi kot delodajalci tisti, ki smo namenili dolžno pozornost temu v preteklosti, sem pa tudi sam povedal v uvodu, da imamo še priložnosti za izboljšave in da tudi te bomo počeli in zato nam je tudi to vrstni input ali pa feedback, povratna informacija z vaše strani dobrodošla. Jaz bom seveda tem stvarem osebno prisluhnil, sem že in še bom, dogovorili smo se tudi, da se bomo srečevali v prihodnje, tako da vse te stvari se bodo prelivale in tudi jasna usmeritev je v konkretne rezultate. Danes je bil že večkrat omenjen inštitut Antona Trstenjaka, tako da se tudi jaz z tega mesta zahvaljujem tako profesorju, doktorju Jožetu Ramovšu kot njegovi ekipi za strokovno vodenje usposabljanj za prostovoljce, voditelje medgeneracijskih skupin ter za oblikovanje tudi s tem povezanih vsebin. Prav vi, spoštovane prostovoljke in prostovoljci, pa ste tisti, brez seveda katerih teh projektov ne bi bilo mogoče izvajati. Tako da, kot sem dejal, podpora strani ministrstva je in bo in jaz vas tukaj z tega mesta samo apeliram na vas, da nadaljujete v tej smeri in da se tudi srečamo na kakšni konkretni aktivnosti v prihodnje. Jaz osebno se je bom z veseljem udeležil. Spoštovani, projekt medgeneracijskih skupin za kakovostno staranje je tudi zagotovo projekt, s katerim ste vi zaorali ledino. Ta dejavnost je postala novost v državnih organih, Ministrstvo za obrambo pa je dokazalo, da lahko poleg obrambnega znanja in zmogljivosti premore tudi moč socialnega delovanja, ki je ključna za povezanost med sedanjimi in nekdanjimi sodelavci tako upravnega dela kot Slovenske vojske, kakor tudi zaščite in reševanja. Mi prihajamo vsi skupaj iz sistema, ker velikokrat slišimo, mi, vi, upravni del, vojska, upravni del in potem je še tretji zaščite in reševanje. Tudi tu je ta jasna usmeritev novega vodstva ministrstva. Mi vsi skupaj smo vi in tudi skozi zunanjo perspektivo, ko pogledajo na nas, rečejo vi na obrambi. Nihče se ne ukvarja, kdo je iz kakšne organizacijske enote ali ne nazadnje iz Slovenske vojske. Na Ministrstvu za obrambo in še posebej na pristojnem direktoratu oziroma sektorju za vojaške zadeve, ki ima odgovornost za skrbi za nekdanje pripadnike, bomo seveda, kot sem dejal, še naprej podpirali vse to, kar smo podpirali do sedaj in vam stali tudi ob strani. Naj osebno še povem, da jaz čutim veliko spoštovanje do vseh teh aktivnosti in do vsakega izmed vas, ki to počne, kajti vemo, prostovoljstvo je neka danost, ki ni dana vsem. Videli ste tudi o požaru na Krasu, so se odprla vprašanja, ali bomo uničevali prostovoljstvo, ko smo se odločili, da bomo šli za nekimi posebnimi finančnimi nadomestili.
Ne, prostovoljstvo je in bo ostalo temeljna vrednota tako obrambnega sistema, torej predvsem sistema zaščite in reševanje, kakor tudi vrednota v vašem društvu. Seveda pa na drugi strani se vsi zavedamo, da s tem, ko se to počne, prihaja do nekih stroškov in te stroške smo in bomo z veseljem v prihodnje dopolnjevali. Dovolite, da na koncu se vam še enkrat iskreno zahvalim za vaše požrtvovalno in predano delo ter čestitam današnjim prejemnikom priznanj. Želim vam vsem skupaj vse dobro v prihodnje in verjamem v to, da lahko naredimo skupaj še veliko dobrega. Doktor Damir Črncec, najlepša hvala za vaše besede, za vaše stališče in misli. S tem ste nas zelo spodbudili za naše nadaljne delo in nam tudi pomagali na naši poti. Hvala vam. Nekateri med nami so se še posebej odlikovali v aktivnostih, v vodenju. Skratka, društvu so namenili svoj čas, prizadevanje ali, kot pravimo, dali so nam roko in srce. Petra Košaka, prosim, vabim, da jim podeli priznanja kot dokaz, da smo opazili njihovo prizadevnost in delo, ki so ga vložili v razvoj in rast društva. Evgen Primožič prejme priznanje, zahvalo za skrbno in strokovno vodenje našega društva. To je, kot že omenjeno, medgeneracijsko prostovoljsko društvo za kakovostno staranje zaposlenih in nekdanjih delavcev Ministrstva za obrambo. In sicer kar 2 mandata. Tudi sedaj v vodstvu opravlja namreč naloge podpredsednika društva. Robert Zadek prejme zahvalo, priznanje, a ne, saj to gre skupaj, za pomoč in podporo delovanju društva, za njegove življenjske izkušnje in modra spoznanja. Peter, po govoru za zbornik si povedal, da izhaja naše prostovoljstvo iz notranjih vzgibov posameznika in da je naša zgodba odvisna od voditeljev skupin in od organizatorjev mreže. Zato vsi voditelji prostovoljci, ki so delovali v društvu neprekinjeno 10 let, prejmejo posebne zahvale za svoje delo. Zdaj vas pa prosim, če bi prišli semle gor, Peter vam bo pa potem podelil zahvale. To so Marija Mravlja Kodrič, Alenka Koritnik, Anton Kolar, Anton Kolar, Franci Fliš, Silva Lužar, Franc Hameršak, Martina Hameršak, Majda Kožman, Benedikt Kopmajer, Mojca Vanco,
Bogdan Čufer. Odsoten, na dopustu. Erna Hafner. Alma Štancar. Iskrene čestitke vsem. Zdaj pa dajem besedo predstavnici Inštituta Antona Trstenjaka, Ani Ramovš, kajti Inštitut Antona Trstenjaka spremlja, spodbuja in povezuje delo skupin in društva kot celote. Prosim jo tudi, da tebi, Peter, podeli zahvalo, priznanje, za tvoj velik prispevek delu in življenju društva. Prosim, Ana. Ja, tako pa še v mojem imenu. Najprej bi rada povedala, upravičila svojega očeta, profesor dr. Jožeta Ramovša, ki je tudi predstojnik našega inštituta, ste ga parkrat omenili, si je danes res želel biti z vami, ampak je ravno po posegu, tako da vas vse lepo pozdravlja, se upravičuje za odsotnost, je pa za vas napisal sporočilo, tako da dovolite, da vam ga zdaj preberem. Drage kolegice in kolegi prostovoljci Medgeneracijskega društva za kakovostno staranje MORS in spoštovani visoki gostje na tem prazničnem srečanju ob 10. obletnici vašega društva. Za svojo 10. obletnico ste pripravili vzoren zbornik vašega razvoja v teh 10 letih. Ko ste nas prosili za uvodni nagovor vanj, smo našo dobro izkušnjo z vami strnili v naslov 10 let skupnega učenja. Ko je vodstvo Slovenske vojske hotelo na sodoben način poskrbeti za kakovostno staranje svojih nekdanjih pripadnikov, je povabilo Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, da pri tem sodeluje s svojim znanjem in izkušnjami. Od takrat se za oboje uresničuje naše geslo, da smo pri tem delu za kakovostno staranje vsi učitelji in vsi učenci, razlike pa nas bogatijo. V Slovenski vojski ste bili že pred tem pionirji v vsakoletni izvedbi enotedenskega tečaja priprave na življenje po upokojitvi za svoje zaposlene in njihove partnerje. Vzporedno z uvajanjem skupin za kakovostno staranje in z usposabljanjem prostovoljskih voditeljev teh skupin razvijate izvirno mrežo medgeneracijskih informacijskih središč, MIC-ev po raznih krajih Slovenije. Vse te vaše izkušnje so pomembne za vso Slovenijo. Samo vaše društvo pa je za vsa druga društva in sekcije za kakovostno staranje v naši slovenski zvezi spodbuda predvsem s 3 svojimi značilnostmi. Samo pri vas je med voditelji in člani skupine številčno ravnotežje med moškimi in ženskami.
Pri vseh drugič namreč daleč prevladujejo ženske, v marsikateri od več 100 skupin po Sloveniji so prisotne celo samo ženske in ni nobenega moškega. Staranje moških pa ni manj zahtevna življenjska naloga, kakor staranje žensk. Druga značilnost je vaše sistematično in dosledno delo v društvu in po skupinah. Redna mesečna intervizijska srečanja prostovoljskih voditeljev, letna taborjenja, udeležba na skupnih dogodkih in organizacija prevozov nanje, usposabljanje novih prostovoljcev na nekaj let ter skrbno delo zaposlenega organizatorja mreže vaših skupin. Svojo mrežo skupin vztrajno širite, tako bo ta pravkar usposabljanje končali novi prostovoljki Sonja Ramšak in Sonja Majer, ki že vodita vašo novo skupino za kakovostno staranje v Celju. In tretje, ob vas smo se življenjsko zavestili, da je eden od pogojev za kakovostno staranje domoljubje. Le to omogoča, da ljudem v drugi polovici življenja dozorijo življenjske izkušnje, da zmorajo starejši svoje zrele izkušnje prenesti potomcem in so jih ti voljni sprejeti. Zdravo domoljubje je edina možnost za ohranitev in razvoj vsake kulture, tudi slovenske. Ob vas, kolegi in kolegice prostovoljci v Slovenski vojski, smo razvili nov širiteljski program Domoljubje, to je zavestno razvijanje zakoreninjene svobode za razvoj ob dobrem medčloveškem sodelovanju. Ta program sedaj zavzeto izvaja tudi drugod po Sloveniji. Čestitamo vam ob vaši 10-letnici, naj vaš razvojni zagon v drugem desetletju preseže prvo desetletje. Hvala vam za vse vaše dobre izkušnje in za tovarištvo. Strokovna ekipa Inštituta Antona Trstenjaka. Sedaj bi pa še povabila Petra, da mu izročimo diplomo. Dragi Peter, ti si zastavico že dobil lansko leto, pa nekaj besed moramo o tem povedati. A se lahko gospa Radojka dvigne, da jo vsi vidimo? Radojka, poglejte. To je naša gospa, poleg drugih, ki imajo čudovita ročna dela, to je, kako je kvačkano, ne? Kvačkano ročno delo, vsaka zastavica je unikatno delo, več kot 10 ur je gotovo v eni zastavici. Peter, ti si pa zastavico že dobil. Zato smo zate pripravili čebelico. Čebelica je pa zelo pomemben simbol zbiranja, povezovanja in sadovi čebeljega dela so sladki. In ti želimo, da bi zdaj, ko si ti na oni strani, prej si delal na tej strani, čim več te sladkobe užival v teh letih tretjega življenjskega obdobja. Ani, prav lepa hvala za lep misli. Še enkrat pa bi iskreno čestitala vsem in vsakemu posebej, ki se trudite, da naše društvo piše bogato zgodovino, ki bo plemenitila tudi prihodnje rodove. Danes je praznik, kajti zgodovina priča, da je bila Primorska na današnji dan vrnjena matični domovini. Prav zato naj bo naše srečanje primorsko obarvano. Iz pesmi in besed naj diha vipavska brbljavost, pa trma, toplina in srčnost. Takole gre uvod v program ajdovskega mica. Vipavke so podpirale več kot 3 vogale hiše. Revščina jih je gnala po svetu, nekatere kot dojilje, druge so kot brajngrce pešačile v Trst in Gorico, kjer so prodale, kar je zraslo na majhnih poljih. Njihov dom je bila pot navzgor in pot navzdol. Brajngrci, ki se bosta danes oddahnili med nami, sta prepešačili brez tarnanja dolgo pot čez Kras. Prinesli sta nam energijo, svobodo in upanje, da bo nekoč boljše.
Prosim. Po kraških grapah, gor in dol. In Kosovelovi verzi za dušo in srce. Moja pesem je moj obraz. Zlato ptičko so ujeli trije fantje mladi. Kdo imel bo zlato ptičko, vsi bi ptičko radi. Zlata ptička govorila, če me izpustite, prvo željo vam izpolnim, vsakemu želite. Prvi fantič je govoril, daj mi tako čašo, vedno pijem, ne popijem, želel si imaš jo. Drugi fantič je govoril, daj mi tako mošnjo, vedno štejem, ne preštejem, slišala je prošnjo. Tretji fantič je govoril, daj mi srce tako, hudi časi, vedro čelo, jasno uro vsako. Kar želeli so imeli, pa so šli po svetu, vsak po svoje so živeli na tem božjem svetu. Prvi fant samo popival, po jarkeh polegal, drugi fant je kvarto piril, se sleparji kregal. Tretji fant obzoril stajal, hodil je na delo, mraku se domov je vračal, pa zapel veselo. Tretji fant obzoril stajal, hodil je na delo, mraku se domov je vračal, pa zapel veselo. Rada bi povedala ljudem lepo, dobro besedo, svetlo besedo, kakor je svetlo novembersko sonce. Pridi popotnik, od katerekoli strani po lepi Vipavski dolini, moraš skozi Ajdovščino. Na desnem bregu ledeno mrzlega Hublja, prav tam v kotu, kjer sprejemata starodavna reka v svoje naročje valovje hudournega Lokavška, vidiš častitljivo pričo nekdanjih dni, starodavni rimski stolp, okoli katerega se je polagoma razrasla Ajdovščina, središče Vipavske doline.
stopimo iz Ajdovščine le nekaj korakov proti železniški postaji, recimo na Mirce, tedaj se nam razprostre pred nami čudovita ajdovsko-vipavska raven, ki sega od Čavna do Nanosa, od Planinskega gričevja do gore in do trojnih golakov v ozadju. Hišico imam, ki ima dve kameri in hram. A kaj mi pomaga ta hišica draga, ko notri prebivam moj sam. Oj sam, ko notri prebivam moj sam. V hiši še vrt je krasan in notri vse rožice imam. Prav lepo cvetijo, še lepše dišijo, kaj nuca, ko diham jih sam. Oj sam, kaj nuca, ko duham jih sam. Pred hišo sedim, no fajfo tobaka kadim, pa gledam na morje to širno obzorje, kaj nuca, ko gledam ga sam. Oj sam, kaj nuca, ko gledam ga sam. Gledam na morje to širno obzorje, kaj nuca, ko gledam ga sam. Oj sam, kaj nuca, ko gledam ga sam. Po vsem tem božjem svetu pa žde kakor prilepljene vasi in vasice. Ob Čavnskem pobočju gleda na nas Tomaž. Že ob vznožju Čavna je Lokavec. Na vzhodu gledajo na nas Budanje in pod njimi romarska cerkev Matere Božje v Logu. Na južni strani so prilepljene Tevče, Planina, Ustje, na zahodu brani Svetokriško mesto pred svojo staro razvalino. Pod Čavnom visokim prebivam in z bistro vodico se umivam. Gledam dolico krasno, vidim Vipavcev počasno. Še hubel se sliši do burja, ko jovšek vodežja od Murja. Žage in mlini drdrajo, cvega obilo nam dajo. Čez Nanos se sončece smeje, slovensko na srčece greje. Ptički veselo pojejo, pisane rosce cvetejo. Čave ne da se ganiti, svoj narod ne hočem braniti. Zemlja slovenska je sveta, tuj znaj se v njo ne zaleta. Zemlja slovenska
Sonce sije na sive robove, ki jih poljublja jutranji hlad. Te sive ostrine, te puste robove, te imam rad. Hubelj je ajdovščini srčna žila. Že starim Rimljanom je bil visoko čislena reka. Na svetlo se prikaže na vznožju gore v več zvirkih. Opovodni je naravnost čaroben. V poletnem času pa človek rad krene iz ajdovščine tja gor ob strugi, da se odpočije v senci košatih dreves in se okrepi ob požirku mrzle hubeljske vode. Zaradi svoje strme struge ima Hubelj veliko vodno silo, kar so znali naši prednamci bolje izkoristiti kot mi. To pričajo ogromne velike fužine, ki so stale ob Hubelju že v 16. stoletju. Šumijo gozdovi domači in žito rumeno zori, pri domu prijaznem pa lipa, lipa zelena diši. Vasica domača in polje, ko vračam se zopet nazaj, in meni velika si sreča, edini prijazni si kraj. Pod lipco cvetočo sedim in gledam v polje prijazno, tu zopet veselo živim. Nad mano mi sončece sije, v daljavi žarijo gori, v dolinci potoček se vije, veselo je moje srce. V dolinci potoček se vije, veselo je moje srce. Še veliko sonca naj se tu razlije, v delu in radosti duše naj presije. Naj v zlato bizarja potopila krila, naše črne dneve zlatom presvetlila. Delo naj premaga trpko bolečino. Spet zapela burja, je v gorih nad vasjo, meni pesem drago, spomin prepleten z njo. Tu, kjer stika morje, ti mava se in kras, oddaleč kot bi jokal, čuj mile pesmi glas. Je nekdaj lepa vida, tu bila doma, jo zvabila tujina in upisto želja. Odšla po zlati cesti, je v daljni širni svet, je grenko domotožje, domov želi si spet. Jok je bil prijatelj in sonce mesec zlat, noči pa ji je kradel, nemirni spanja tak,
Je v pesem kdaj izlila, si bolečino vso, življenja kupo grenko, čez rob napolnjeno. Sem kdaj izlila, si bolečino vso, življenja kupo grenko, čez rob napolnjeno. Veliko lepega je na svetu, a je gotovo ni stvari, kot pesem, ki srca vzklije, nevidne strune zazveni. Če težko ti je duša joče, brez upu nimaš več moči. Lepa pesem je zdravilo, pričara iskrice v oči. Lepa pesem je zdravilo, pričara iskrice v oči. Narodnega blaga, pripovedk, pravljic, pesmi je moralo biti precej med narodom na Vipavskem. O tem priča Valvazor. Niso dale čase nazaj, ko smo na vasi pripravljali hrano in prehrambene artikle za čez zimo. Tako smo v zimskih časih luščili fežo, da ga je nona pripravila skozi fižulovku. Da smo se skupaj zbrali v štali in slačili turšco in z nje naredili potle res za tisto sladko polento. Bili so hudi cajti. Ne bi radi, da se ponovijo, ma takrat smo se pri pripovedovanju starejših ljudi, raznih anekdot, pravljic in pripovedk smejali in nekatera tudi celo zapomnili. Eno od teh vam bi zdaj predstavil. Bilo je pred davnimi cajti, ko je tudi nad našimi kraji vladal vsemogočni kralj Matjaž. V cajtih njegovega vsemogočnega vladanja je bil tako ošaben, da je napovedal boj celo samo Bog. Bog pa je svojim apostolom in angelom, da bi zavaroval svoji kristjana, ukazal, naj zberijo vse, kar hrmi in pošljijo vsa ognjena strela nad Matjaževo vojsko. En del vojska se je takoj zelo hitro razkropil in razbežal na vse strani sveta. Drugi del vojska s kraljem Matjažem na čelu pa se je ustavil še naprej tele pri nas v Vipavski dolini. Zaradi poraza je bil zelo, zelo osramočen. Zato je na ves glas rjoval in klical. Vrhovi združite se in gora pohrnite me. In kaj si mislite, kaj se je zgodilo? Gora Čaven in Trnovski gost sta ga zahrnila in pokrila, pod katerima se svojo močno vojsko spiše danes. Pa ste mislili, da to ni res, da je sam podpisal kralj Matjaž. Ampak mi imamo svoje dokaze. Prvi je, da če pogledaste gor nad Lakavcem,
vsako toliko cajta nam spusti svoje slano blato proti nam. In skozi izvir Hubla pošilja nam solza, sramota in neuspeha. Še nekaj je, da skozi Vuteljsko okno pa nas gleda, kaj se dogaja v Japavski dolini in čaka na ugoden cajt, da pride poravnati stara neplačena računa. Tudi tu nam je dobro znano, da mu še zmeraj tista brada raste, raste in raste. Med mnogimi pomembnimi zgodovinskimi dogodki se je najpomembnejši zgodil v Ajdovščini 5. maja 1945. Imenovana je bila prva slovenska narodna vlada. Tako se je v Ajdovščini začela nova doba naše zgodovine. Slavček med trnjem se je zganil in zapel. Bel cvet divje rože je zakrvavel. Kje si, deklica, nocoj? Tam je moj slovenski dom, kjer sva se ljubila. Tam je ljubi, dragi dom, kjer sva ljubezen pila. Pesmi lepe sva pevala, dom svoj veselila. Tam, kjer na te spomin živi, sva sanje zlate pustila. Luna sije celo noč, hladen veter grije. Jaz sem daleč, daleč proč od svoje domačije. Z daljnih krajev pozdravljam te, srečna vas domača. Tebe, dragi moj rodni dom, nikdar pozabil ne bom. Utrujen bo korak, lice mi zbledelo, polno moje že srce, domov si bo želelo. Spet se vrnem na svoj dom, kjer je mati pela, tam premili vaški zvon popelje v zadnji medom. Svoj dom, kjer je mati pela, tam premili vaški zvon popelje v zadnji medom. Tiho stopava tam doli. In kakor v sanjah okoli zgrinja pred nama 1000 se zvest, a do nobene ni cest. Pa da bi znal, bi vam zapel o svetlo šumečih topolih, v kraškem soncu, v hladnem septembru,
od temnih ajdovih dolih. Pa da bi znal, bi vam zapel o enem dekletu. Tako rad jo imam in je ne dam za vse na tem svetu. Sva šolo hodila, cvetela najlepša je v srcu pomlad. Ti nisem priznal, razkril svojih čustev, da v mojih si mislih, da te imam rad. Tiho prikradeš se v sanje, objeta sprehajava se preko trat. Opojno in nežno dveh src potovanjem, občutkom prelepih čuvam zaklad. Nikdar te še nisem poljubil, nikoli te nisem objel, lebdijo, drhtijo spomini, bo nežen poljub ta napel. Srečanja najina bežna, na ključja spreminjajo zimo v pomlad. V nedra spominov skrila boš čustva, jaz verze zapisal, imel te bom rad. Nikdar te še nisem poljubil, nikoli te nisem objel, lebdijo, drhtijo spomini, bo nežen poljub ta napel. Lebdijo, drhtijo spomini, bo nežen poljub ta napel. Divja burja, sonce žgoče, vinski griči in nad vsemi skalni nanos. To Vipavska je dolina, zimski vrt in cvetno morje, sadni vrt, ki ga spomladi bela vila orje. Moja pesem je moj obraz, moja domovina sem jaz, moj jezik je moja glasba.
čestiti Primorci. Vse čestitke Primorci tudi z naše strani. Hvala vsem, ki ste oblikovali današnje srečanje. Še posebna hvala pa je namenjena vam, članom ajdovskega MIC-a in ansamblu Naši fantje, ki ste nam pričarali en lep kos naše domovine, primorsko, in nam s prelepo glasbo pobožali dušo. Vsem udeležencem želim lep dan in veliko toplih stiskov, prijateljskih rok. Naj zaključim z besedami, ki smo jih postavili na čelo našega zbornika, in sicer: ne more biti prijateljstva brez zaupanja in ne zaupanja brez integritete, kot je zapisal Samuel Johnson. Srečno. Pa ni še konec. Čisto na koncu pa prosim našega Franceta Kokalja, koordinatorja mreže, da nas uvede v nadaljnje dogajanje današnjega dneva. Hvala. Evo, prvi del smo pripeljali prav lepo k koncu. Tu zadaj, ko se bo ta zavesa dvignila, nas čaka pogostitev. Ministrstvo za obrambo s poveljnikom na čelu in drugimi je pripravilo zares slastno pojedino in ob tem se podružimo in poklepetemo 2 leti. V času korone ni bilo možno, da bi imeli te socialne stike, mreže, pogovore, izkoristimo to uro. Potem pa ob 12:30, čez 1 dobro uro, avtobusi odpeljajo vse osebje, ki smo tu zbrani, tudi tiste, ki ste s svojimi avtomobili v Park Tivoli, kjer se nadaljuje popoldanski program. Ogledali si bomo znamenitosti ljubljanskega Parka Tivoli in Cekinovega gradu.
tako da bodite točni, stvari, ki jih smo jih seboj prinesli, do takrat vse pospravimo. Preden pa se razidemo, pa prosim Petra, da pristopi in da slavnostnim gostom še podarimo zbornike in protokolarna darila.